Pozdravljeni, dobro jutro na četrto postno nedeljo, v teh malce čudnih časih, kriznih časih pravijo. Ampak mi smo doma, celotna družina, pa ne sedimo križem rok, delamo vsak svoje, midva za službo, otroci študirajo, smo skupaj, se družimo in skrbno izrabljamo čas, ki nam je namenjen. Sva pa prebrala seveda danes že zjutraj z Gospodom današnjo Božjo besedo, ki je zelo zanimiva, zelo bogata. In kaj tebi ostalo najbolj v spominu? Psalm. Gospod je moj pastir in nič mi ne manjka. To so besede, ki jih gotovo najdlje nosim v svojem spominu. Seveda je to kar logično, kajti te besede mi povedo, da v življenju nisem sama. Pastir me varuje pred brezni življenja, pred prepadi, ki me čakajo v življenju, mi postavlja neke meje in neke okvire, v katerih se čutim varno. Seveda ga pastirja slišim in čutim takrat, kadar hodim z njim v štric, kadar ga poslušam in spremljam. Danes je nedelja. Zadnje čase razpoznavam, kako mi Gospod med sveto mašo govori. V tem času zbranosti ugotavljam, kako rešujem svoje probleme, kako razpoznavam nove ideje, kako iščem nove rešitve. Gospod je moj pastir, on ve, kaj me tare in on me pri tem vodi. V duhovni odprtosti sem razpoznala njegov glas in sem hvaležna za to njegovo vodstvo. Ja, ta teden je bil res Gospod naš pastir. Tudi ko smo delali na vrtu, seveda smo začeli s tem delom, otroci niso bili najbolj zadovoljni, ampak nekako smo potem tudi to premagali in prešli. Seveda smo zvečer igrali tudi družabne igre, pa sodelovali smo pri naših Facebook mašah, celo knjigo mi je uspelo prebrati, tako da odlično nam je šlo, mogoče tudi ne vedno, ampak vendarle. Zato želimo, da v tem tempu nadaljujemo in smo družina, taka vesela družina, čeprav v postnem času se pripravljamo seveda na veliko noč. In želimo vsem, da ostanete zdravi, da ostanete doma, da upoštevate navodila in da izkoristate te stotinke, ki so nam na voljo. Midva pa greva najne stotinke izkoristiti naprej. Dio! Ja.